pozdravljene, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. Dunaj, München in Ljubljana so v tem trenutku na prav poseben način povezani z Idrijo. Rdeča nit te povezave pa je pravzaprav idrijska čipka, ki je odkovana v večmedijske umetnine mednarodno uveljavljene in ugledne umetnice Eve Petrič, ki je že desetletje pravzaprav najprodornejša promotorka čipke v svetu. Eva Petrič, pozdravljeni v našem studiu. Zdravo, najlepša hvala za tak lep uvod. Ste tudi ob tokratnem prihodu v Idrijo razmišljali o tej zaviti cesti, kot bi se peljali po idrijski čipki? Res je, ta cesta, ki vodi v Idrijo, se mi zdi res kot idrijska čipka, pač vijugasta in popelje nas pač na vse različne konce in kot idrijska čipka, ki pač asociira na vse različne simbole, ideje. Pa pravzaprav govorimo o majhni umetnini, ki je krhka, na eni strani, na drugi strani pa to veliko zanimanje po celem svetu pravzaprav. Res je, zdi se mi, da je idrijska čipka doživela pravi boom v zadnjih 6 letih. To me pač ne preseneča, ker idrijska čipka se mi zdi, je nek povod do nekaterih kolektivnih simbolov in vsi ljudje potrebujemo te simbole, so del nekega kolektivnega jezika, bi lahko rekli. V enem od intervjujev ste zapisali, izjavili, da v čipki vidite pravzaprav celotno vesolje. Res je. V bistvu vesolje velikokrat slišimo fabric of space and time, tkanina časa in prostora. In res, čipka pač kaže na ta fenomen, kako bi rekel, jaz ga opredeljujem webbing, mreženja, ki pač sestavlja naš telo. V našem telesu je vse povezano in tudi v eni naši sami celici. Istočasno se pa to izraža tudi na makronivoju v vesolju. In čipka zajame to kot v eno formulo in jo vizualizira perfektno. Pa vendar čipke niste srečali v Ljubljani ali pa v Idriji, v Argentini ste naleteli na njo. Drži ta zgodba? Res je, v Argentini. V Argentini sem pač tudi prvič predstavila svoj sklop hematom, čipkastih mrež, ki so pač nagovarjale pojem hematome, da so lahko to tudi emocionalne, socialne, ne samo fizične del našega telesa. In pač takrat sem imela res, ko bi rekla, več časa, da sem tudi okoli tega mesta hodila. Tam je en zelo znan bivši trg v San Telmu in imajo ogromno tako starih čipk, oblačil, ki vsebujejo čipke, in sem jih vedno opazovala in sem jih pač nekaj tudi kupila. Vedno sem želela nekaj z njimi narediti, nisem pa čisto dobro vedela, kakšno idejo, da bi res tudi izražala nekaj več kot pač lepoto čipke. Potem sem pa pač doživela prav en problem, ko sem predstavljala svoj roman Škatla brez kože lebdeča, ki je pač zadevala tudi politično problematiko takrat. In sem hotela navezati, pač imeti zvočno delo, predstavitev teh izginulih ljudi. In mi to ni bilo pač dopuščeno. In sem takrat občutila, da je ta situacija res še kot nek hematom. In sem rekla, moram to izraziti na nek drug način. In takrat se mi je porodila ideja, ko sem gledala te čipke, da je to v bistvu predstavlja naše telo, hkrati pa tudi kako smo povezani. Povezani smo tudi skozi bolečine, ki jih imamo. Vsi ljudje imamo emocije, notranje življenje in v bistvu te hematome, bolečine, ki jih imamo, ki jih mogoče kdaj ne moramo izraziti, čakajo, da eksplodirajo. In spet, kaj bolje kot čipka, ki to izraža, ki izgleda hkrati kot koža, istočasno pa tudi pač predstavlja, kako povezave so lahko bolj trdne, lahko so bolj mehke, lahko se jih pretrga, lahko so zvozlane, problematične. Ja, veliko potujete po svetu. Povejva, da ste diplomirali na Dunaju, magistrirali pa v Berlinu, da je vaš oče Ernest Petrič ustavni sodnik in tudi diplomat in da je vaša družina sledila očetovi službi, delovnemu mestu. To pa so bili Kolumbija, Irak, Etiopija, Indija, Amerika, Avstrija.
to so vaše domače dežele skoraj. Ja, res je. V bistvu skozi tak način življenja, kako bi rekla, sem dobila hkrati možnost, da imam občutek, da sem povsod lahko doma, da je cel svet moj dom, istočasno pa nekako mi je bilo odvzeto, da imam en stalni dom. In prav idrijska čipka, ko sem razmišljala tako v neki fazi svojega življenja, kaj je tisto neki slovensko, s katerim bi se lahko jaz povezala ali pa izrazila, ker sem pravzaprav samo v vrtec hodila v Sloveniji, sem prišla do idrijske čipke, pač kot simbol povezave in res nekaj slovenskega. In v bistvu me je ta idrijska čipka tudi tako pripeljala do neke osebne povezave s Slovenijo. In to preko Dunaja. Na razstavi na Dunaju ste bili fascinirani nad idrijsko čipko in tam so vam dali naslov Od Maje Svetlik iz Idrije. Res je. Na Dunaju sem po naključju, ker sem že prvo razstavo izven univerze sem pač imela takrat v Slovenskem inštitutu leta 2006 in sem pač šla naprej vedno gledati, kakšne razstave so tam kaj in enkrat je bila res neka čudovita razstava čipk. In sem takrat čist nekako po naključju dobila kontakt in je bilo Od Maje Svetlik. In potem v bistvu to je bil povod do najinega res lepega sodelovanja. Še dan danes sodelujeva vedno na nekih novih idejah in v bistvu najino sodelovanje raste. Se pridružujejo tudi kleklarice iz Idrije in skupaj pač se lotevamo nekih novih res kolektivnih zgodb. Sedaj javnost opozarjate nase in na vaše sodelavce v teh projektih z ogromnimi čipkastimi oblaki, ki so bili že razstavljeni tudi ta trenutek. Mislim, da so na Dunaju v cerkvi Svetega Štefana. Ne, se motim? To so bili, jih pa še vedno imam v svojem depoju, ker so res veliki. Moja največja dela v bistvu 3 oblaki, vsak meri 10 metrov. In jih še v bistvu hranim, čakam na še pravo priložnost, ki bi jih lahko spet prikazala v kakšnem kontekstu. Takrat na Dunaju sem jih pač v kontekstu kot oblak, kot neke emocije, travme, slabe, dobre emocije, ki jih imamo, ko pridemo v neke prostore, kot so pač cerkve ali pa sveti prostori z nekimi togobami, da te občutki pač ne izpuhtijo kar, ampak se v bistvu zadržijo v teh prostorih in sem želela to nekako vizualizirati za ljudi in sem pač zato izbrala to podobo oblakov. Ob vsem tem vašem navdušenju se samo vsiljuje vprašanje, znate klekljati? Ne, to pa ne znam. In to raje prepuščam specialistom. Pa tudi, veste, na vse zadnje, mene bolj zanima, kako bi rekla, nekako iz outsiderske vloge gledati na to. Ker kot rečeno, niti nisem iz Idrije, pravzaprav, mislim, sem Slovenka, ampak nisem celo življenje niti odraščala v Sloveniji. Tako da tudi bolj zanima me v bistvu, iz zunanjega vidika zbrati skupaj vse te posamezne zgodbe v neko kolektivno zgodbo. Se mi zdi, da potem rata zgodba veliko močnejša, bolj zanimiva, bolj dostopna tudi za širši svet. In to me zanima. In tudi pojem reciklaže nekako, da se ohrani kot prvo čipka kot nek zanimiv, res lep material, kot neka kapsula časa, ker pač v vsako čipko gre ogromno časa, tudi zato se ne bi lotila kleklanja. In kot drugo pač tudi predstavlja nas ljudi, ki smo še vedno fizična bitja, svet gre bolj in bolj v virtualno smer, tega pač ne bomo nikoli ustavili, ampak pomembno in zanimivo je, v smislu tudi sodobne umetnosti, se mi zdi vseeno imeti neko rdečo nit še vedno do nekih tradicij, do nekega fizičnega dela, ki seveda povezuje se z sodobnim časom in virtualnim svetom in digitalizacijo. Ampak ni pa dobro, da se mi zdi tega mosta čisto kar odrezati, ker na vse zadnje ljudje smo fizična bitja. In ta prostor zavzema fizično dimenzijo. Ustvarjanje čipk pa ne pomeni samo ustvarjanje niti, ampak tudi ta proces proizvaja prav poseben zvok.
klekljenja in kleklnov. Včasih ste se ukvarjali tudi z glasbo. Kaj vam ta zvok teh klekljenov pomeni? Povejte nam. Res je, ta zvok me fascinira in ga bi veliko večkrat rada še vključila v kakšne predstavitve idrijske čipke. Snemala sem ga že parkrat, ko smo se dobile pač v teh krožkih z kleklaricam, ki so predstavile pač kako napredujejo, kaj delajo. Enkrat smo ga celo pri predstavitvi Bele golobice prvič, mislim, da je bilo to leta 2016, ja, v Ljubljani predstavili tudi. Žal je bila tista lokacija tako precej glasna, tako da ni toliko do izraza prišel. Ampak vsekakor, zvok se mi zdi, če bi lahko rekla, ne vem, najbližje temu, kar bi lahko rekli, da je prevod dotika v nek virtualni, digitalni svet, ker zvok se mi zdi najbolj dotakne emocionalno in nas popelje v neko drugo dimenzijo, neka druga dojemanja. Na čipkarski šoli deluje ta eksperimentalna skupina, to je ducat klekleric, ki se s tem zelo poglobljeno ukvarjajo. Večkrat na leto pridete tudi do njih, skupaj ustvarjate, jih razumete, jih dojemate kot soavtorice na en način. Ja, absolutno. Kako bi rekla, všeč mi je, da projekt res raste tudi v socialne, psihološke dimenzije, kar mi je zelo všeč, ker se uspemo pogovoriti s kleklaricami in tudi v bistvu, kako one doživljajo ta čas med tem, ko delajo te čipke. Kaj v bistvu one vnašajo v te čipke, ki jih delajo, kakšne občutke in hkrati, kakšne občutke one dobijo od teh čipk. To je meni zelo zanimivo, ker pri teh čipkah lahko jaz dejansko povežem z neko persono, z nekim obrazom, z življenjem. S temi drugimi čipkami, ki jih pa recikliram, so pa anonimne. In v bistvu velikokrat pogrešam to, da bi lahko vedela, kaj je direktna vez, kaj predstavlja, iz kje izhajajo, iz katerih občutkov, kakšne občutke tvorijo te čipke, ki se jih dela, ta proces. In v bistvu ta sodelovanja se mi zdi res rastejo naprej in zdaj, ko imam tudi več osebnih kontaktov, si tudi kdaj pišemo s kleklaricami, tudi oblikujejo tako sigurno tudi moje misli, kako pa kaj bi mogoče pač postavila v celotni konstelaciji, ki jo pač potem naredim s temi čipkami v kombinaciji tudi z recikliranimi čipkami. Zelo zanimiva je bila vaša povezava glasbe in čipk. V New Yorku, tam ste s čipkami opremili 2 klavirja. Kakšna je ta zgodba? Ja, res je. Ta zgodba se mi zdi res enkratna, ker je tak v bistvu javni umetniški projekt, ki res živi še naprej tudi po predstavitvi sami. Ker vsi te klavirji, 50 jih je vsako leto, so v bistvu donirani in potem se zbere 50 umetnikov, od katerih predlogov so zbrani, da jih pač prevedejo v nek umetniški objekt, ki še vedno funkcionira kot glasbeni objekt. Se jih postavi na različne lokacije v New Yorku. Kje so vaši? Moj je bil prvi v Washington Square Park, tam, kjer so prvi imigranti prihajali v New York. Ta drugi je bil pa pri St. John the Divine Cathedral, tam, kjer sem imela takrat tudi kolektivno srce, inštalacijo razstavljeno, pa Safety Blanket. Imajo tak park in ta cerkev v bistvu ne pripada neki eni religiji, to mi je glih všeč, ampak je v bistvu welcome all religions, dobrodošle vse religije. In takrat so mi rekla, ne bi bilo enkratno, da bi se še enkrat tega projekta lotila, pa še za njihovo lokacijo, ker vsako leto tudi pri njih je odzuni pač ta klavir 3 tedne in lahko kdorkoli pride, ga igra. Potem se pa te klavirje donira v bolnice in v šole, ki pač nimajo na razpolago sredstev za klavirje. In je res lep projekt, no. In to leto pač je bil prav pogrešan, ker zaradi korone se ni zgodil. Se bo pa zdaj, sem videla, v Los Angelesu zgodil in upam, da kdaj tudi še v kakšnih drugih krajih. Ja, zelo zanimivo, ta klavir v New Yorku ste pobarvali v modro barvo, tako izrazito modro. To je nekaj v povezavi z 11. septembrom, ne?
Ja, res je. Jaz sem 11. september doživela zadnji letnik gimnazije, je to bil, ko sem bila v New Yorku. In seveda vsi se spomnimo, da kakšno pravo, lepo, modro nebo je bil tisto jutro. Odločila sem se pa pač res ta klavir spremeniti v to nebo z oblaki iz čipk, ki ga nekako te čipke so kot madež na tem plavem, lepem nebu. Kot spomin na to, kar se je zgodilo, ker glasba, ki jo pač tvori ta klavir, v bistvu je zmožna pripeljati spet na plan te boleče emocije, ampak istočasno pa jih tudi v bistvu transformirati v nekaj boljšega, in glasba tudi kot pač nebo potuje po celem svetu. Vsi glasbo dojemamo, smo jo sposobni uživati in tudi ustvarjati. In še druga zadeva je pa, da pač ta lokacija, kjer je bila otvoritev gala teh 50 klavirjev, kamor povabijo pač za galo tudi profesionalne glasbenike, in je res lep glasbeni dogodek tudi, je pa prav na temu Ground Zero. In tako v bistvu sem se vezala kot ponavadi za vse svoje projekte, kaj je ta lokacija, kaj mi izraža, kaj je nekaj, kar je tako postavljeno v senco, jaz bi pa rada to skozi umetniško delo bolj osvetlila, dala bolj v zavest ljudem na nevsiljiv način. Vaše pomembno umetniško delo je bila tudi Bela golobica na valovih Alfa ob mednarodnem kongresu čipkaric leta 16 OITFA v Ljubljani. Razstavljena je bila v Piranu in v Idriji, sedaj je v depojih. Načrtujete še kakšno postavitev? Upam, da ja. Skoraj je bila zaželjena za neko zbirko tudi v muzeju, ampak potem nismo prišli tako daleč, da bi se za to zmenili. Vsekakor upam, da bo še razstavljena. Se mi zdi pa, da je pomembno, da je to nek tak poseben, intimni prostor. V Piranu je zelo lepo pasalo, tako da še vedno imam odprte misli in oči na to, kje bi lahko še bila tudi na nek drug način, mogoče tudi še s kakšnim drugim zvokom dodanim, da bi se še pač druge ideje zraven poredile. To je veliko delo, 1000 ur vloženega dela klekljarice je bilo, ne? Res je, ja. Veliko ur, v bistvu, in tudi meni se zdi zanimivo, ker je šlo pač za nek nov motiv. Nisem tokrat uporabila svojih senc, ampak motiv siren, fotografije. Tako da v bistvu je bilo tudi meni kot neko raziskovanje, a je možno medij fotografije prevesti v nek drug medij tekstila, tapeserije, čipke. In se mi zdi, da je zelo lepo v bistvu, da se je ohranila ta sporočilnost podobe, čeprav je v nekem drugem mediju. In čeprav so v bistvu tudi, ko bi rekla, ustvarjale ne samo ena oseba, da bi prevajala naredila to celo golobico, ampak jih je bilo več klekljaric in one so se med seboj menjavale to podobo. Ampak vseeno deluje kot celovita, jasna podoba. S čipko pa ne potujete samo po zemlji, po celem svetu pravzaprav, ampak tudi v vesolje, skoraj da. Povejte nam to povezavo med idrijsko čipko, vašim parfumom, tudi s tem se ukvarjate, in vesoljem. Res je. Prva čipka, ki je pač tudi paralelno z mojim projektom zbiranja recikliranih, starih, raztrganih, umazanih čipk, ki jih skupaj pač sešivam v večje različne zgodbe, asamblaže, je pa druga paralelna zgodba prevajanje črno-belih fotografij iz pač moje serije koncepta Siva snov, jezik senc, s katerim pač sodelujeva z Majo Svetlik že od začetka, ko sem prišla k njej z veliko tako knjigo, jaz jo imenujem svojo Biblijo Siva snov. In v bistvu prva podoba, ki me je zanimala zopet, a je možno prevesti nekaj tako univerzalnega, kot je senca, vsak človek ima objekt, v nekaj zelo slovenskega, v idrijsko čipko. In Maja je takoj razumela to in je njena pač znanost enkratno, kako se tudi dela čipke, ona izdelala po tej moji risbi, moje senčne podobe.
Prva se je imenovala podoba, sem jo preimenovala matična celica. In ta podoba je nekako najbolj zvesta podoba, najbolj uspešna. Prikazuje, kako bi rekla, Zemljana, kako smo pač povezani znotraj sebe, vsaka naša celica, ki se pa istočasno reflektira na večjem nivoju kot zvezdenem nivoju. In to podobo sem kar precej uporabljala v različnih kontekstih, jo uporabljam. En izmed teh je tudi pač v najmanjšem svojem umetniškem delu, ki je 1x1 kubični centimeter, ki bo šel tudi na Luno. In tudi v podobi drug projekt z European Space Agency je pa VON, DBE, Data Bank of Emotions, kjer je ročno gravirana podoba idrijske čipke tudi v stekleničko, kot sporočilno stekleničko, ki vsebuje pa vonjavo parfum, ki pa zopet pač naj bi bilo kot sporočilo človeštva, so emocije. In von je pa tisto, kar katalizira najhitreje in najbolj močneje za neke emocije v nas ljudeh. Trenutno razstavljate v Ljubljani, v Križevniški cerkvi, na Dunaju in v Münchnu, pripravljate Nagasaki. Kje še vse vas bi lahko v prihodnjih mesecih srečali? Ja, v prihodnjih mesecih bom tudi v Berlinu, v Nürnbergu, v Berlinu z 2 razstavami. Potem tudi drugo leto na Japonskem. Tako da v bistvu upam, da ne bo korona preprečila teh dogodkov. Tudi v Ljubljani, v performativnem smislu septembra. To je to, kje je Idrija? Kdaj bo Idrija? Idrija je ves čas z mano, v mojem delu, kot v mojih mislih. Drugače pa upam, da bo kmalu priložnost, da se tudi pač v Idriji zopet, ker to bo pa res, se mi zdi, kot na nek način coming back home. In bo zanimivo pač videti, kako v tem prostoru, a ne včasih se drugače dojema neko delo v prostoru, iz katerega nekako izhaja nekaj, kot ljudje iz drugih prostorov opazujejo. In to se mi zdi, da takrat, ko oba ta pola človek doseže, dobi neko res celovito sliko o samem delu. Upajmo, da se vam ti načrti uresničijo v letu ali 2, vse pa je najbrž odvisno od te epidemije in zdravstvenih razmer. Res je. In upam, da kot pač, je ta projekt Korona vrtnica, ki je trenutno v Štefanovi cerkvi na Dunaju in v Münchnu, da bojo ljudje pač videli idrijska čipka kot res tudi neka prispodoba ali pa čipka sama, navsezadnje, kot pač življenje, v vse različne smeri pač je možno, da potuje naše življenje in kot ta virus tudi pač nas sem pa kje premetava, ampak na koncu si izborimo pot naprej. Eva Petrič, hvala za ta vaš optimizem, hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.